Zdravo, dobrodošli v še eni oddaji More Than Networking. Danes je z mano, moram zelo pozdraviti, Domen Dan Gajman. Jaz sem ga spomnil kot Domen Rozman, pa nam bo Domen pa povedal svojo zgodbo. Zdaj tako, Domenu, če mu rečeš Domen pa Duncan Devils, si po moje povedal vse. Je tako? Veliko, ne vse. Drugač pa super človek, tudi bomo pa se pogovarjali o tej transformaciji Duncan Devilsov v Didi Studios, pa seveda, zdaj imaš ti družino, zdaj si ti dva otroka in je zelo pestro. V glavnem, Domen, hvala, da si prišel. Z veseljem. Tako da tole jaz verjamem, da bo super debata, kot sem prej rekla, tako, kot greva na kavo. Tako greva na kavo. Po bistvu tudi pijeva kavo. Daj mi sem tako, Domen, preden greva v globino cele zgodbe, to vedno vprašam na začetku, če ti jaz rečem mreženje. Kaj to te pomeni? Kaj meni pomeni mreženje? Mreženje. Kakšna asociacija ti je mreženje? Ko pomisliš na mreženje, kaj pomisliš? V bistvu, veš, prva asociacija, pa se mi ne zdi najbolj koristna, ampak prva asociacija je nek tak dogodek z mizami, ki so stoječe brez stolov, z ljudmi, ki se ne počutijo najbolj suvereno, ne? In potem je zdaj tam nek Boško ali pa nekdo drug, ki poskrbi, da se ljudje dejansko pogovarjajo med sabo, ne? Tako da prva asociacija je verjetno zaradi slabega imena, zaradi nekega takega imena in povezovanja nekako s Herbalifeom pa z takimi stvarmi. Asociacija prva asociacija je taka, ne? Ampak dejansko mreženje kot, kaj pa meni to pomeni, če grem v dejansko, ne? Je pa v bistvu pač mreža poznanstev, kolegov, prijateljev, poslovnih partnerjev in ljudi, ki jih zgradiš tekom življenja. Tako da v bistvu the people you spend your life with. Tako, če gledamo zdaj vi ste z Duncan Devils, jaz sem prebral zgodbo, kako ste, pa tudi pogovarjali smo, kako ste to vse začeli. Od gunih sanj, da nastopate v Stožicah na Šparpokalu, Tivoli. Kje so Stožice? Jaz sem že naprej. Do tega, ampak preskok je bil, ena oseba vas je videla, in prva pridite nekaj testno narediti, en nastop je bil prvi, koliko je bil prvi nastop, pustimo teh 50, v tujini je bil Jurija, ne? Tako, prvi nastop je bil Jurija plus stroški. Videla nas je ena oseba, to je bil gospod Jérôme Salot iz Francije, in videl nas je zaradi viralnega videa, ne? Ampak zdaj, pač on nas je videl in je napisal nek mail, tako, kaj delamo, kdaj delamo, kaj bi prišli, ne? In mi smo ga takrat res zagrabili, da gremo, ne? In prvi nastop se je pol skakal, da nas je šlo 8 valil za Jurija, trajalo je do 3 dni, ne vem, 14 ur vožnje, spali smo v najbolj poceni hotelu možnem, ki ga je on rezerviral, ker tudi je bil tako rezerviran, in pa smo nastopali sred Lila v Franciji za, pa ne bom se hitro, 40 ljudi. Zunaj. Ampak več kot očitno je bilo, on je testiral, a mi dostavljamo, in a bomo lahko z tega odnos zgradili. In 3 tedne kasneje smo šli, potem že Tunizija, Pariz, Liona. In iz tega enega odnosa, pač iz tega enega odnosa je bila potem 6-7 let intenzivnega sodelovanja, pa sigurno več kot 100 nastopov, 4 mesece Gardelanda vmes. Mislim, tako res. A ste še kaj slišali zdaj? Mi smo potem sodelovanje poslovno zaključili, ampak smo še redno na vezi, tako vsaj enkrat na leto se malo pingnemo. Ohranjaš ta, tako. Pa po severju si mu hvaležen za... Seveda. Jaz mnogo ljudi tudi mnogo ljudi, s katerimi smo poslovno zaključili, takrat na tako, pač nismo več za skupaj, ne vem, to je Jérôme Salot, potem je Tomaž Reža, kot prvi trener, pa je Vojko Koroš od Čakalaja, Jaz se držim tega, da ko preteje dovolj časa, da nekako spustiš, kar moraš spustiti, javno izražam hvaležnost vsem tem ljudem. Ker kljub temu, da se stvari dogajajo, je biti hvaležen za vse, ki so odgovorni, da sem jaz zdaj tukaj, se mi zdi tisto, kar je prav. Da pač to... Pa imaš nek sistem, pa mislim tako, to slepo povedano. Ta hvaležnost je, po moje, veliko stvari vemo v teoriji, v prakso, to zelo težko damo. Dajmo reči teh hvaležnosti, pa tako, ko imaš si omenil fulden ljudi, pa misliš, da jim daš doskrat vedeti, da si jim hvaležen,
A te kdaj kaj zmanjka, glede na to vse, pa počneš, predvidevam, da glih nimaš 4 ure še lufta na dan. Ja, jaz mislim, da ne dam jim doskrat vedeti. Če bi lahko tako zamahnil s palčkami, bi rekel, imel bom dovolj discipline in časa in tega, da bom vsem, ki sem jih hvaležen, to redno povedal 1 na 1, mail, klic, to. Absolutno ne. Ampak potem ob teh posebnih priložnostih, a je to rojsten dan, a je to novo leto, predvsem pa za mene, ko dajem veliko intervjujev, ko me sprašujejo o naši zgodbi, tam pa nikoli ne pozabim. Da mi daš na ta način vedeti. Tako da ni zdaj to samo, mogoče ne dam toliko velikrat 1 na 1, ampak v javni sferi, na odru, v časopisu, na intervjuju, pa tam pred očmi javnosti pa dam vedeti, kdo je zaslužen, da smo tle, ko smo. Pa sej, itak zgodba Devilsov, zdaj ti ne nastopaš več, ne? Ne. To je dolg. Daj bi zadnji nastop. 7 let. Zadnji nastop je bil na čarobnem dnevu v Arboretum Volčji potok, ko sem si drugič koleno poškodoval. To imaš pozabil, ne? Ne, to točno vem, tudi vem, kaj bo zadnji skok. Si zapomnil si ga, Ampak glede to, da so in je DD Squad in dejansko imaš Dunkin Devils in DD Studios, to so mladi. To je dejansko, mi imamo zelo podobno zgodbo. Mi smo tudi nekaj časa smo delali skupaj, je poleg 13.3., ki je bil lockdown, ki je meni so šle vse naročnine, ti si pa dejansko izgubil vse evente. Vse. Sem takrat vas posel. Iz danes na jutro, to je bilo tako, kad ni več, ne? Bilo je že tako, da ekipa je bila v Dallasu, nastopali so na, kar se je skazali, na zadnji tekmi NBA-ja pred Covidom za Dončića in pa je bil Trumpov flight ban, mi smo razumeli, da posla ne bo več, pa je bilo treba še ljudi doma uspraviti, pa 14 dni karantene, pa se soočati s tem, da svet ne bo več enak. In gledaj, mislim, predvidevam, da nisi mogel takrat, ko se je to zgodilo, predvideti, kam bo šla ta zgodba, da se boste vi dejansko, ste se transformirali ampak spet je bilo tako, ne? Torej, obkrožen si več z mladimi, je tako? Večinoma, ne? Kako, pa ti misliš, da zdaj da rečemo del tvoje ekipe, koliko je poprečna starost? Pri Dunkin Devils Studiosu, posebej, če gledamo kreativce, 23 let, 22 let. Kako pa oni gledajo na to, dajmo reči, ker oni morajo tudi interno sodelovati, oziroma konec koncev, če so oni, jih dosti prihaja, večina prihaja iz nastopanja, ali so, kako imaš to, oni so bili bolj Dunkin Devils, pa so nastopali, pa so pol prišli v kreativce, ali ima zdaj že, kako ta? Sigurno, mislim, začeli smo tako, torej prišel je COVID, gruntali smo, kaj bi delali, virtualni nastopi, virtualne snemanje, kupa enih stvari, ampak TikTok, mislim, kreacija TikTok vsebin pa vodenje TikTok profilov za blagovne znamke je tisto, kar se je potem obdržalo. In takrat začela sva to jaz, pa žal pokojni Peter Kokala, mi dva sva to v bistvu začela delati za solo, zelo hitro so se potem priključili še Luka Dorenčič, Nik Švarcman, Jan Kukovec, tako da začetek je bil skupnost, ni imela več dela, torej nastopov, ampak skupnost je bila še vedno skupnost. In to so, iz tukaj smo črpali. Zdaj, ko nas je že 28, je več kot pol fantov pa deklet, ki delajo pri nas. Niso bili akrobati, ampak so bili tiktokerji, pa smo jih povabili, da se nam pridružijo in je zdaj ta skupnost. Kako oni gledajo? Zdaj oni gledajo, so malo drugačni, drugačni v tihu dojemanja in dejansko digitalnega sveta, tega pač offline, online. Kako oni gledajo na to povezovanje, mreženje? Kaj še imaš ti zdaj, ker morajo kot tim delati? Kako to vi handlate? Kar se tiče, kako oni gledajo na povezovanje znotraj svoje generacije, to mi je ful važno. Mislim, njim kot predstavnikom generacije zdaj je zelo važno, da so odnosi pristni, da imajo znotraj skupnosti svobodo, da so slišani in da kljub njihove mladosti imajo moč
in svobodo odločati in soustvarjati skupnost in v tem primeru s tem podjetjem. Da so slišani, videni, da nek legacy pustijo, da to jim zelo veliko pomeni. Pa zdaj sem pa, njim tu zelo veliko pomeni, pa me pravi, če se motim, za koga delajo, s kom delajo, je tako? Cool. Njim je pomembno in pomembno jim je, da pač ne boš ti zdaj kar nekoga privlekel v njihovo skupnost, ker jo, našo njihovo. Im je pomembno, da pač ne boš, da lahko rečejo, ja, to osebo si želimo tle, ta oseba pa ne paše k nam. To je ful pomembno. Nekako ta ownership. Torej, pomembno jim je, da imajo, da vejo, da je vse, kar se dela, tudi njihovo. In zdaj, kako to dosežeš, je tako, da jim daš moč, da dejansko vplivajo na ključne odločitve, in tudi na neključne odločitve in da so pač vključeni v proces ustvarjanja. Kar pomeni, da klasična hierarhija iz vidika, da je tlej šef, pa potem je tlej nek middle manager, potem so tlej neki, ki delajo. Ne pijeva. Ne, samo zato, ker si ti rekel, ne bojo to. Torej, če on ne vidi make sense v celi zgodbi, pa še on naredi. In tudi to, tudi nek 18-letnik, ki je relativno malo časa v skupnosti, mora biti tako sproščena, da lahko pride do mene ali pa do Jana ali pa do enega od starejših in vsaj na papirju direktorjev, da pove, kar komu leži na duši. Glede na to, da pač to je del kulture, vi to zdaj govorite in kar mi dva rečemo, pri meni je bilo tako, da je bila ta kultura, da je povej, bolj bila, vse smo klasika, tih bo, da je glava dol pa deli. Koliko smejo pa ti kaj izzive s temu, da si izrazil svoje stališča, da si pocukal nekoga za rokav, v preteklosti rečemo, ko si bil še, kaj zdaj bi se delal, a si bil zelo proaktiven, a si imel kakšen izziv? Jaz sem bil vedno med bolj proaktivnimi pri nas. Res je, da sem veliko rajši sem najdel kontakt po mailu, pa napisal tak mail, da sem dobil odziv, pa potem zgradil odnos, pa šel na telefona. Nikoli nisem bil ful pristaš tega, oziroma mi je bil lasten ego preveč na poti, da bi zdaj kar dignil telefon pa rekel, ne vem, dober dan, gospod Boskarol, to pa to, sem šel rajš preko maila, v živo pa nikoli nisem imel težav. V živo pa tako, da meni pravi, da veliko govorim, že od vedno, tudi v tujini, ker sem živel v Ameriki, mi angliščina ni težava. Tako da... Listo se pa to povedati, ker vem, da si bil ti v tujini, si tudi v Londonu zbog nekaj časa, ne? Ja, to pa zdaj, to pa kasneje. Ja, ampak rečemo, probo si te kulture. Jaz sem bil v Londonu 1 leto, jaz sem šel v London, čutil sem, da rabimo mi nek next step, in čutil sem, da je to, da grem zdaj v London, ki je najbližji nekega entertainment huba v Evropi, da pač grem tam in trkam na vrata. In je bilo pač trkanje, da pač preko maila se naročiš, da greš tja in potem se usedeš pred neke ljudi, ki jih ne poznaš, in v bistvu zgradiš odnos z njimi. In ja, me je malo zdaj zapeljalo, ampak je v Londonu s tistimi, ki smo šli živo, kvalah mi vem ponudite, pa za kjer denar nikamor ne šlo. S tistimi, ki sem šel pa v Londonu na neki kav, pa smo se na nivoju nekih strasti in zanimivosti najdla. Predvsem je bila to ekipa People Are Awesome, ki sta bila to 2 osebi. Smo pa potem 4 leta kasneje, 5 let kasneje naredili za takrat nas največji posel, ampak je bilo to, zanimivo sta si trenutno, ne vem, kaj skap delala, ne veva še, ampak bomo že zgruntala. Lepo si to zapeljal, ne glede na, ampak to si super povedal. Glej, pa se po moje, tle ni bene razlike, veš, torej, če ti je neka oseba zanimiva, pa tudi tle podsukaš z rokav, reč, ne rabi biti vse pure business, zanimiv si mi, ful je cool, da ne vem, lepo je videti, kar kariraš, a se greva spoznati, a veš, pa vidiš še šest, pa kaj si rekel, 4-5 let, je bilo nekih, ampak to je podobna zgodba, ki si mi rekel, pa nisem še slišal, ampak si mi rekel, ne vem, dobra ta zgodba tvojega brata, kako se je on odpiral vrata v glasbeni industriji, o tej, koliko moraš biti vztrajen. Ja, tako da bom začel na koncu. Moj brat dela zdaj že, mislim, da 5 leto v Los Angelesu za Bleeding Finger Studios.
Bending Finger Studios je studio od Hans Zimmerja in trenutno dela muziko za, recimo zadnja stvar, ki je naredil, je bila muziko za Prehistoric Planet, to je od David Attenborougha serija od Planet Earth, nadaljevanja, ki je številka 1 na Apple TV-u. Torej res v vrhu, kar se tiče skladene klasične glasbe in on je od vedno rekel, da hoče delati za Hansa. To je bil njegov Torej, on je rekel, jaz hočem delati z njemu. Tako da on je, bom povzel, ampak on ni bil odličen v šoli. Pa pol je šel na srednjo glasbeno, pa je mogel na srednji glasbeni delati poleg klasične šole. Pol učiteljca mu ni hotela pomagati delati sprejemcev za akademijo, ki je bil kao preslep. Pa je šel, pa je mogel še to zgruntovati. Pol ni mogel iti na kompozicijo, zato ker ni bilo dovolj stvari, pa je šel na teorijo glasbe. Torej, dolgo je trajalo, da je on prišel na akademijo za glasbo, smer kompozicija. Pol je pač akademijo za glasbo končal, ne bom dosti zgrešil, če je s povprečjem 10:0, in potem šel naprej na Berklee College of Music, dobil štipendijo, in v Valenciji nadaljeval ta svoj študij. Ampak on je svoj network skozi zgradil, in če je le imel priložnost s kom sodelovati, napisati kakšno zastonj, brezplačno glasbo, posebej za kakšne mlade, je to vedno naredil. In zdaj ta ključen moment, ki je mu odprl nadaljevanje njegovega življenja, Erlin Studios je katedrala v Londonu. In magistrska naloga za Berklee iz Valencije je, da so šli v London in je vsak tam z orkestrom posnel 7 minut glasbe. In ko so oni prišli tja, sta bila tam gospod Zimmer pa gospod Nolan in sta snemala muziko za Interstellar. In bila sta še posebej slabe volje, zato ker zdaj jih je Berklee vrgel ven in sta mogla iti v ta mal studio za 3 dni nekaj snemati. In v tej katedrali je ena mala sobica, menza, to kot tukaj tle za nama, in strežejo juhce pa taka. No in pač Anžej bo 3 dni tam in sta gospod Zimmer in gospod Nolan sta tam jedla juhco, in je Anžej rekel, hi Hans, I'm a big fan, I'm one of the Berklee students here, can I take a seat? In je pač Hans rekel, ja, ne jim preseta. In sta pojedla tisto kosilo, si še parkrat nekaj rečla in je rekel, daj, stay in touch. In ta stay in touch je bilo tako, da je mu Anžej poslal to magistersko, muziko, ki jo je naredil za magistersko, on mu rekel, to je super, ful dobre, daš nimam za tebe, ampak stay in touch. In to je izgledalo tako, da sem potem šel da sta si pisala vsake tako časa, da mu je kaj poslal za poslušati, da je šel na koncerte Hans Zimmer live v Londonu, sva šla skupaj potem na Dunaj. Tako da mu je Hans vsake časa na Facebook napisal, Anžej, ti še vedno učiš na akademiji za glasbo, oziroma si še vedno tam, ko je že asistent ali da je resno, ti moraš muziko pisati. On je skozi muziko pisal, ampak tako, veš, odnos je vzdrževal. In potem, nekako je zdaj 5-6 let od tega na Dunaju na koncertu, je pa rekel, tle je šef tega dela mojega studija, da je dob se z njim, ste se pogovorila, mislim, da imamo nekaj zate, čez 2 meseca je šel v Ameriko pogledati, kaj bo, dobil delovno vizo in šel gor delati. Ampak zdaj tukaj sta 2 stvari, zakaj jaz to zgodbo velikrat povem, je ena, če ne bi šel do njega pa rekel, živijo, lahko silo. Bravo. Mislim, kje je boljša priložnost kot tam, kjer in zdaj tukaj prva stvar, ko je mogel moj brat Prestep nekako razčistiti, je pač, jaz imam pravico govoriti z gospodom Zimmerjem in to je nama obema v interesu in to ni zdaj, jaz sem malo in ponižen. Pa številka 2 je, jaz lahko pišem Hansu, pa mu pošljem muziko, pa ga vprašam za mnenje, pa tako. In mogoče enkrat bom dobil odgovor čez en teden, enkrat mi pa 3 mesece odgovoril, ker Hans Zimmer nima največ časa na tem svetu. Ampak 3-4, 5 let proaktivnosti, grajenje nekega odnosa, v končni fazi skladatelja, ki ima ogromno potencijala, ampak je še na poti navzgor, pa človeka, ki je najvišji v filmski glasbi, do tega, da je zdaj dela. Meni je Jaka Kladnik rekel za to zgodbo in mi je rekel, da jo moram omeniti. In da prav ni veliko za filozofirati. Če že pogledaš zgodbo, ki si rekel, da je prišel na akademijo, pa da je, koliko je bilo enih ovir, ampak on je imel ta fokus, jaz bom to naredil. Zdaj pa, veš, po mojem to manjka, ta jasen fokus je to,
tle hočem in poplačamo pač ceno, kakršnokoli treba. Ne? In zdaj, kolikrat se v življenju zgodi, da imaš ti neke ovire, posameznikov, ki ti postavi benchmark, ne? Ja. On ti prejš, ta profesorca, ki mu ni hotela nekaj pomagati, ne, bi lahko rekel, gledaj, pa sej, pač je to, ne? Komod bi rekel, ja. Komod bi lahko rekel, ni, pa jaz pa res nisem dosti dober, ne? Zdaj pa, ne vem, v dejansko top, ko bi rekel, ustvarja, ko bi rekel, ja, on je na vrhu. On je na vrhu. Ja, mislim, a veš, to mi je tako fascinantno, gledaj, in koliko je to dejansko odvisno od nas samih, da smo mi tisti, ki rečeš, gledaj, veš, whatever it takes. Pač bom pač... Veš, po mojem bratu je bilo, on je imel to srečo, ne, da je, on je pred 10 letih rekel, meni melodije v glavi špilajo, ne, jaz bi rad to pisal. Ne. Ampak že jaz se spomnim, da ko je bilo to 3-4 leta pisanja, ne, ker je bila ta muzika, če gledamo iz vidika zunanjega opazovalca, pač res za nič, ne. Vem, da je na gimnastiki sva bila oba, a sem jaz to muziko vrtel, ali je on vrtel, veš, toliko ene zaibancije je bilo in delanje norca. Ne. In jaz tle iščem analogijo, isto, ko smo Duncan Devils začela. Ne. Yeah. Po 3 letih treninga na gimnaziji Bežigrad, takrat smo še bakrovsko srednješolska skupina, je bilo, veš, to je bilo, nekateri so v yearbook pisali fore na nas, koliko smo slabi. Ne. Ampak je bilo tako, da ti je težko, ampak želja potem, če je želja dovolj močna, pa veš kaj, ne, pol najdeš način, da daš to na stran. Ne? Ja, sam je pa spet imaš, vi ste Devilsi, ne vem, če imaš podatek, koliko treningov, koliko ur in ur ste vložili v treninge, v nastope. Vse to je fora, glej, spet gremo tako, pa tudi en del iz teorije v praksa, veš. Večina nas, dajmo reči, teorijo vlada, ne, to je dosti tako simpel, ne, ali pa sliši, ne vem, zdaj, implementirati to je pa kar velik challenge, ne. In mi znamo to občudovati, on je bil, a veš, jaz kar rečemo, pa to rečemo, kar je tvoj brat naredil, tako deep poklon, ne. Mislim, redki so take, ki so toliko časa strastni do ene zadeve, ne, in ustrajni, to je tako, lej, če bi nas bilo več takih, bi bilo res čista zmaga, oziroma ti pogledaš v svojemu delu in Devilsov in tudi prilagajanja, ne, studio, pa se nimaš kaj, ti pač preživeti takrat, se mi da tudi veliko takrat pogovarjala, ki dejansko ni svedel, ne vem, meni je vedel kaj, ne? A boš imel za pašteto ali ne, a boš pa ti si imel še toliko večji izziv, ker si imel dejansko ekipo, ne, treba, veš, jaz sem, družina, pa to, pa ti si imel družino, pa še ekipo, ker si moral, ti ne moš folku, ki delaš z njim par let, kaj bo kar enkrat, zdaj pa ni, pa se znaj, ne. Glede na to, da se je pogovarjala se, ustrajnost, pa to se tvoj brat, pa ta COVID situacija, ki je bila ko je pač tebe, pa ne, nas vse nas je dejansko, da mi povedano, 2-3 lekcije, ki z tega potegnemo. Veš, prej smo govorili o tem, koliko je pomembno, da veš, kam greš, nekako, da veš prihodnost, v katero živiš, ne. Pa kaj si pripravljen narediti, da boš do tega prišel, ne? Koliko si pripravljen iti čez tisto, kjer je meja tvojega poguma, ne? Pa si pripravljen iti še malo naprej. Ne? Jaz mislim, da pri mladih je to še toliko bolj izraženo, ne? Je ta goal-oriented action ful jasno. Ne? In so ovire ponavadi take, da so premostljive. Ne? Ampak pri covidu je bila pa ovira, ki je bila, naš cilj je bil imeti še večjo turnejo, Duncan Devils šovov, več nastopov, svoj šov, tuji artisti. Dejansko smo imeli šov v San Franciscu dogovorjeno, ne? Pa je prišel COVID in tega ni bilo več. Ne? In pa ti nekdo cilj vzame. Vsaj reče ti, tega cilja pa 2 leti ne moreš zasledovati. Ne? Ampak kaj je globje od tega? Ne? Kaj nam ostali? Kar nam meni ni mogel vzeti. Eno je ekipa pa odnosi, ki smo imeli med sabo, ne? Zdaj seveda tukaj tudi, in pol še globje od tega so vrednote. Ne? In iz vrednot smo izhajali, torej meni in Marketu, kot takrat obema večinskimi lastnikama, direktorjema, mi dva giva na minimalce, vsi grejo na minimalce, obdržimo vse, našli bomo način. Kljub temu, da smo minus to okoli vsak mesec. Ne? Pa potem druga vrednota, obstaja ena prava smer navzgor, torej napredek. Kar mi iščemo, v dani situaciji iščemo napredek. Ne? Ker nismo sami videli, kam, smo potem rekli, kljub vsemu temu bomo našli denar, pa šli na izobraževanje, ker sem ga spet dobil na mail po neki ful ugodni ceni, ki so se... Ker sem imel ljudi, ki sem jih poznal iz Londona, pa ki so rekli, mi to imamo, pa je zdaj na Zoomu, pa je simbolična cena. Ne? In potem smo znotraj tega iskali, kaj pa lahko z našo ekipo, pa z našimi vrednotami
najemo na vkljub vsem overam. Zdaj, ko so meni vrednote, to sem te tudi o to vprašal. Ja. Okay, rekel si, ampak dej tako, je še kjera vrednota, to vem, da ti vedno govoriš, gremo sam gor, kjera so še vrednote, pa dejansko, a vlečeš te vrednote in v zasebnem in v poslovnem svetu? Ali si ti dejansko živiš te vrednote tako kot domen, ali to zdaj kaj ločaš, ali kako? Ne, mislim, ne gre vedno 100%, ampak drugače, jaz sem en domen in sem isti domen v službi. Ne, pa zdaj zavadil, to mi se pokvarja, ampak sam zato, da, ker veliko folk reče... Sigurno je tako, da veliko vrednot, ki jih imajo, mislim, ki jih ima DD Studios, oziroma Dunkin Devilsi so podobne kot so moje vrednote, ampak seveda vrednote ekipe niso samo moje. To je jasno. Ampak fundament, torej napredek, ekipa, iskrenost, transparentnost, to je isto v družini, isto tako. Ne, pa se to je zato, ker se jaz pogovarjam s folkom, ki mi reče, da ti si doma, zdaj midva to delava, ko končala boš ti šel leto dan, pa boš leto sem, pa lahko te čez 5 minut pokliče en član ekipe, pa se boš šel si doma, cel caj. Ok, ne mi tako, kot doman, ti si seveda pač ogromno znanja, veliko enih izkušenj, veliko si na odru, tako da veliko predavaš. Koliko je dejansko danes tvoja mreža močna? Če gledaš, kje imaš vse svojo mrežo razširjeno? Misliš lokacijsko? Lahko je lokacijsko, koliko si dejansko danes? Ker verjamem, da imaš danes več kontaktov kot 15 let nazaj. Ja, sigurno. Mislim, v Sloveniji, kar se tiče trgovnih znamk, marketinga, agencij, je vsaj v zadnjih 3 letih se ful povečala oziroma poglobila, tako da imam odnose, ki jih imam z ljudmi, so globi, bolj iskreni, bolj tako da lahko z večjimi ljudmi sedim na kavi in da smo ti. Potem iz mojega časa v Londonu, pa mojega časa, ko sem v bistvu bil odgovoren za booking nastopov, pa za videoprojekte, imam pa mrežo v bistvu od Japonske, Nemčije, UK, Amerika itd. Ja, vem, v Saudski Arabiji ste velikim bili mesti. Združeni arabski emirati. Združeni arabski emirati, ja. Je pa tako, da tista stvar, ki se mi zdi, ki jo tudi vidimo, da je, jaz nikoli ne bom imel, nekdo, ki živi v Združenih arabskih emiratih, ima lahko tam tako mrežo, kot imam jaz v Sloveniji. Okay. Ampak zdaj, če je v moji mreži nekdo in ima z njim zelo dober odnos in ima on mrežo za naprej, pomeni, da je en klic stran ali nekdo, ki ga pa jaz bom mogoče rabil, ali pa ki jaz imam nekaj, kar oni potrebujejo. Tako da zdaj ne zdi se mi pomembno, koliko ljudi imam jaz zdaj v vsaki državi. Absolutno. Recimo za Nemčijo smo zgodili odnos z enim gospodom, ki se imenuje Daniel Korte, on je bil football freestyler, pa je pa naredil artist agency, pa je nas je full blokiral. Ampak zdaj je, recimo za Nemčijo, kar se našega posla tiče, on tam vse pozna, govori nemško. Ne rabiš, no-brainer je. Tako, pokličeš Daniela. Pokličeš Daniela in ti Daniel... Ampak Daniel si bil tokrat na kosilu pa na kavicah, da ga pokličeš lahko kadarkoli kaj dogaja. Enega tazga na državo. Ampak rečemo, si po mojem lahko dejansko, če bi hotel, lahko priješ do kar nekaj ljudi na svetu. To je zdaj spet. To dela in truda, energije, kave, kosila pa to. To je tudi tisto, mogoče, smo imeli debato, ko smo začenjali DD Studios. In je lepo tako, za solo smo dobili pozor, zato ker v tem primeru mi je Tina zaupala iz sole. In potem tudi večina ostalih poslov, ki smo dobili tako, vedel si koga poklicati in ta človek je bil pripravljen poslušati neki nori ideji, ker takrat je bila nora ideja, da bi imela znanka TikTok profila. In vem, da smo imeli debate z mlajšo generacijo. Tako, mislim, zakaj sta zdaj vidva pa Jan plačana to, kot sta plačana, če pač mi vse snemamo, pa mi vse delamo. Pa smo jim pa razlagali, zato ker pa če bi ti sam prišel tja, ne bi niti dobil sestanka, hkrati pa ne bi imel dovolj zaupanja za vse napake, ki jih narediš, ko probajaš nekaj novega. Ja, ker ti si brand, ne? Jaz sem brand, Dunkin Devils je brand, ampak še vedno je, veš, jaz pri svojih 36 letih imam pri svoji generaciji, pa generaciji 15-20 starejši od mene, drugačno stopnjo zaupanja kot 20-letnik. In jaz se spomnim, ko sem bil jaz 22 let, pa smo iskali prve nastope, da pač, jaz sem že mislil, da sem pa zdaj
car in da poglej, kolega, on salto kuc naredi, tako da me že vzel. In zdaj, ko za nazaj gledam, da pač absolutno je bilo tako, veliko težje si dobil glih ta pravo osebo, da si dobil tisto zaupanje. Ne? Ja, ker je pač tudi te, mislim, da oba nagovarjava zelo veliko ljudi v marketingu, pa pač ne vem, v glavnem, nismo edini, kako pa trkamo na vrata, nismo edini, ki imamo idejo. Enostavno na koncu se nekdo mora odločiti, kot prvo, ali ti zaupati, ne, koliko si njegov, se sam to. Pač pogodba je nekaj, kar daš v predal, ampak je zgrajena na podlagi odnosa. Ja, ampak verjamem pa, da pač mi se oba zavedava, da pač to, kar mi dva dostavlja, mora biti pač narejeno na visokem nivoju. To je osnovna higiena, ne? In to je predpogoj. To je predpogoj. Da mi sam povem, kjer je način tebi najljubši komunicirati? Na kjer način najraje komuniciraš s svojo mrežo? Prej si omenil, da nagovarjaš, pišeš maile, ampak dajmo reči svojo obstoječo mrežo, kako najraje komuniciraš? Kjer ti je najboljši kanal? Ja, jaz kot, to dolgo nisem vedel, ampak zdaj že par let vem, da sem odrasel z ADD-jem, torej Attention Deficit Disorder, brez H-ja. Okay. Tako da, kjer imam res izziv, je, da bi jaz redno odgovarjal na vse WhatsAppe in Slacke in maile, in tako, tle se ful trudim, ampak to sigurno ni moj primary, da bi bil z velikimi ljudmi skozi navezi vsema. Okay. Tako da, kar meni najbolj deluje, da se dejansko vnaprej dogovorim, kdaj se bom s kom dobil na kosilu, na kavi, pa si potem vzamem uro, mogoče 2 ure in tam imam to sposobnost, da v kratkem času zgradim res iskren odnos, ker nimam težav zelo hitro povedati veliko o sebi in iti na nivo komunikacije, ki je globoko, rečemo temu. To, kar si rekel, da ti tako zelo hitro zaupajo. Ne vem, zdaj, če bi en ki se pogovarjaš, pa reče ta small talk, ne? Ja. Ti prideš zdaj na sestanek z nekom, ki si prvi z njemu, ne? O čem ti razmišljaš? A imaš ti kakšen trik, kakšno foro, ali pač dejansko, kako to pri tebi poteka? Se kaj pripravljaš na te stvari? Da bi se prav pripravljal, pa delal research človeku, to sem ene parkrat, ja, ampak večinoma ne. Če rečem, moj trik je pa to, da če mi dva sediva in če jaz želim podrati te barijere, jaz bom spraševal tebe stvari, te bom poslušal in te bom rekreiral. Torej, rekreirati pomeni, da ti bom povedal, kaj si mi povedal, zakaj si mi to povedal, pa mislim, s katerim čustvom si mi to povedal. To se zdaj sliši zelo tako končno, ampak načeloma je spraševati in poslušati, Okay. Zato ker to lahko delam, tudi če si ti zdaj, ne vem, direktor, ne vem, kjere firme, jaz lahko to delam, brez da bi moj ego se ful oglašal. Ker jaz tebe sprašujem in ti meni govoriš in jaz te v bistvu res ti dam vedeti, da slišim, kaj ti meni govoriš. In potem, ko bom dobil vprašanje nazaj, je pa tako, ti si zdaj mene vprašal, kaj te zanima v meni, to pa ti tudi brez svojega povem. Ker če bi šla okoli, zdaj bom pa jaz te povedal neki oseb, da bo tebe to zanimalo, ego se mi bo oglašal, pa se bom kaj sem pa, zelo hitro greš v, zelo hitro gre moj ego v, kdo pa zdaj ti, da se z njim pogovarjajo. Pa se pa je tako, mislim, ker, zdaj me popravi, če se motim. Jaz pač mislim, da pač mi moramo izraziti neko interes za sogovornika. Ja? In dejansko, če to, kar si rekel, ko sprašuješ, moraš pa tudi del sebe deliti. Veš, dam primer, ne morem jaz zdaj, ker če ne smo, ne vem, da ima neka tajna služba, ki ti jaz dam luči gor in te tam sprašujem. To meni ne mara, da je na zaslišanju. Torej, hočem povedati, že kot gledalci, ki reče, bod pač pristan, iskren, ne preveč komplicirati, bod v trenutku s človekom, pogovarji se, kaj vpraša, pa kaj daj ven. Mogoče sem ena stvar tle pozabil reči, je pač, torej, ali ne vem, kdo si, pa te srečam na eventu, ali pa pač vem, kdo si, ampak ti ne veš, kdo sem jaz. Okay. No, po 3 minutah pogovora si mi ti že par stvari povedal. In absolutno lahko jaz iz svojega življenja, iz svojih sistema vrednota iščem neke analogije, kjer bom lahko zdaj naprej navezal pogovor na nekaj. In zdaj posebej, če imam zgodbo ali mnenje ali nekaj, kar je relativno iskreno in ranljivo, potem je vsaka ranljiva stvar, ki jo bom jaz povedal, bo povzročila, da boš ti povedal nekaj, kar je podobno ranljivo. Zdaj pa, če govorimo o stvarih, ki so načeloma
ne glih tako, da so small talk, ali je to v družini, ali je to nekoč, neki ni uspel, da ni to, da tam jaz pa to. Lahko v eni uri z nekom zelo globok odnos zgradiš. Pokažeš si človek, ne? Ampak lažje je začeti to z nekom, meni je lažje to začeti, če imam neko izhodišče, da te res poslušam, da me res zanima, kdo si, in potem najdem eno stvar, ki pa jaz sem, da lahko jo podelim. Predvidevam, da nimaš scenarija, vnaprej 4 zgodbic. Ne. To hočem povedati, pač bo to, kar si v momentu, ti ne moreš vedeti. Jaz spomnim, ko sem jaz rečemo Tomaža z Genija spoznal in pridem jaz, pri njih je bila fora, da pač te počakam na recepciji. Zdravo, Mišelinka mi je zrihtala pač kontakt in prvič ga vidim človeka, 2 maila, da se zmenja vsak, zdravo, prav in bila fora, kako si on meni, super je, če človek ostane, pol 5 je dober. In pa je on rekel, jaz tudi sem, ko sem pač bil v Nemčiji, sem jaz dejansko, ko sem za triatlon treniral, sem ostal in pa je bilo, in je to nanesel, jaz nisem prišel tja, pa bom jaz da njemu odkupil, da bom moment, ko mi se bomo ful smetimo s temu, pa bom prej, če bom to rekel, jaz bom to, moraš biti v momentu sproščen, komunikacija, pa je pa ful odvisno sogovornika, veš, če se 2 ujameta, pa imaš pa lahko. Če pa vidiš, da se ne ujameš, pa v bistvu je, če se jaz nekom ne ujamem, zdaj, če je to res nekdo, ki res nujno moram... Jasno. Ampak če je pa že tako, koga si želim imeti v svojem networku, so ljudje, ki imajo podobne vrednote. Zdaj, zelo hitro ti intuicija pravi, ali je to tako nekdo, ki sva na istem levelu, iz vidika vrednot, ali je to nekdo, ki v bistvu se vsakič posebej matral, da bi šel... Če ni te, ampak gledaj, če si že pri tej temi. Ampak tega je zelo malo. Jaz mislim, da po večinoma lahko z vsakim najdeš neke stične točke. To, če nisi ti ego trip. Če ti misliš, se svet vrti okoli tebe, jaz ne, pol itak boš najdel neko skupno točko. Vse konec imamo, vedno iščemo neko korist. Je to družba, ali je posel, in če človek na drugi strani normalen, jaz vidim v zuniji ogromno vrhunskih ljudi, ki se lahko od njih ful učiš. In dejansko, če ti priješ tja neobremenjen, pač s tem, jaz sem boš, kot ti zdoman, 100% lahko nekaj najde, pa kar ne pomeni, da rabva naslednji vikend pa skup na počitnice. Kaj tebe tako? Daj mi reči, glede na to, da ti pač tipkaš Doman, ali je to Rozman, ali je Dan, Gajman, dejansko te človek lahko zelo veliko tebe googla, mislim pa vidi, pa dejansko si veliko naredil. Daj mi reči, kot 2 stvari poveži, please. Koliko te nekdo pocuka za rokav tebe, Doman, a veš, a ima preveč respekta, koliko te to pocuka, pa kaj tebe pritegne pri folku? Veš, kaj tebe, vrednote so mi jasne, ampak tako, kaj te pritegne pri nekomu, da ti rečeš, zdaj pa, ta je pa res zanimivo. Kaj mora imeti človek, posameznik oseba? Koliko se ti zgodi, da te pocuka za rokav, pa kaj te pritegne? Mislim, kolikrat, po mojem, da zihane parkrat na teden kdo pocuka, ali pokliče, ali ponovadi tudi dobim na mail, živijo to pa to. A se odzoveš na vse? Mislim, tako, predvidevam, da nimaš časa. V idealnem svetu bi se... Vem, da nimaš časa, ampak kako zbiraš? Na svoj česa? Kako zbiram? Takrat, mislim, vedno se odzovem in to takoj, kadar nekdo nekaj želi od mene, ki je tako, se mi zdi pristno, tako da je zdaj neka taka stvar, da je zelo jasno, da nekdo ve, da želi mene, ne da sem jaz še en v liniji nekih generičnega outreacha. Pa tudi vedno se odzovem, kadar nekdo res izkaže neko ranljivost ali pritnost že na začetku. Torej, tisto, kar mi je turn off, nekdo, ki pa bi rad do mene prišel s tem, da bo naštel vse neke, kaj on že je in kako on že je, mi je pa to najprej, dajva nekaj buče prodaja, daj mi ti povej, kdo si, pa kaj želiš, povej mi, Drek, to, kar si prej rekel, dejansko, če jim pokaže ranljivost, doma in mene kle zmanjkal, rabim tvojo pomoč, tvoj nasvet. To, če mi je napisal, res si že dolgo želim govoriti s tabo, da napiše, težko mi je, mislim, ta mail mi je tako, tebe bom poklical nazaj, zato ker mi je tako, to je lastnost človeka, da je ranljiv v tem, da ga je strah. Jaz
to je del mojega sistema vrednot. Oziroma, mi ne uspe vedno, ampak tudi jaz se stremim k temu. Ampak zdaj tako, če ti jaz, so zelo podobna in jaz verjamem, da ti zelo veliko pomagaš. Tam kalah, pa če je lahko. Rad sem mentor, ja. Kolikrat pa ti prošaš za pomoč? Premalkrat, čist premalkrat. Tako da vem, da to cenim, zato ker tudi tam pri sebi si bi velikrat želel, da bi imel več te moje bratov, od mojega brata te lastnosti, da bi šel, da bi rekel. Torej, mogoče zato to lastnost cenim, ker vem, da je pri meni primanjkuje. Torej, jaz mnogokrat, tudi veliko ljudi imam v mreži, pa bi rekel, pa bi bilo recimo da bi bilo super, pa vem, da sem vabljen in da bom dobil odgovor ja za kosilo, ampak pa je kratko, ampak kaj bom pa se pogovarjal, pa kaj bom rekel, pa bi si ta oseba res vzela 1 uro zame, pa bom ta pravo vprašanje vprašal. Tudi jaz se velikrat ujamem v tem in je to bitka, ki jo vsak dan do neke mere bijem. Zato pa to cenim nekoga, ki naredi ta korak. To je neklasična panasfora. Da pač enostavno, jaz vedno znam, tako ful radi pomagamo, kot prvo, da veš, da pač nekdo rabi pomoč, torej pač ne, ampak to malo ogromen izziv dvigniti roko pa reči, mene kle zmanjka. Pliza, mi lahko nekdo pomaga. To nam je tako ful, ampak ne more ti pa noben pomagati, če ne ve, da imaš ti nek challenge. Ampak glej, in je super to, zakaj to, meni je ta oddaja top, zato ker je dejansko vsi, kolikor tebe zmanjka, pri temu mene zmanjka nek druge, pa da folk reče, da se sam človek, da je pač enostavno, in je prav, da te daj zmanjka. Rečemo, ne vem, jaz sem za gibanje, veš, pa vem, da bi moral, pa se trudim, pa na cukor sem kratek, pa to, ampak to je proces, vsi imamo neke borbe, ki jih... Vsak ima več usporedno, ne? Ja. Daj mi sam povej, kva ti je še dodaten tako trnov? Rečemo, ne vem, pač ceniš, če je nekdo proaktiven, iskren, kva te pri folku res odbije? Kva mora nekdo narediti, da ti reče, kaj te dio čao, ne rabim te več? A misliš na nivoju prvega stika ali na splošno? Pa na splošno, nekdo je del tvoje mreže, veš, kjer so stvari, kdaj, kva te res tako odbije na polno, no? Tako, da pač nekdo v tvoje mreže in ti pač ne rečeš, tkles pa mejo prekoračal. Kva moram jaz narediti, da Domen se z mano več druži? Razmišljam ljudi, ki sem jih odrezal, pa ne. No, to. Mislim, sigurno, kakršnakoli izdaja, konkretna laž, žaljenje. Pa veliko teh ljudi? Pa tudi potem po drugi strani to, da je nekdo nespoštljiv, ne do mene, ne do drugih, da je nespoštljiv, da je šovinist, da živi kontra mojim vrednotam, je pol tako, vse ti lahko meni govoriš, kar hočeš, ampak tako I see you, a ne. Zato ne smisel, zato ker... Res ni tega zelo veliko, ampak je par ljudi, ki je pa tako terminalno izdal to zaupanje, da so pa na listi, da pač, če bova šla en mimo drugega, ti bom dal vedeti, ne bom dal glave, da bom rekel živijo, ampak ne želim pa več te imeti blizu mojega življenja in mojih ljudi. Če bi midva kontra, bi ti meni to vprašanje postavil, bi zdal isti odgovor. Ja. Isto to. Torej, če te nekdo podmaš nategne, ti lažje manipulira, fejka, levo, desno, ne rabim te več svojemu life. Za veliko drugih stvari, veš, za veliko drugih, kako rekel, napak, pomanjkljivosti je tako, se tudi vem, jaz imam izziv, tako, če sem imela prej izziv jaz vem, da če se usedem z nekom na kosilom, se bo 1 uro imela super, ampak potem ne naredim koraka, da pride do tega kosila. Ampak zdaj, na drugi strani, pač, da sem redno odziven, da na vse vedno odpišem, jaz sem s tem težav. Ampak recimo tudi vem, da tudi ti me potem velikrat, pa mi enkrat pa dvakrat napišeš, pa najdeva pol. Zato, ker jaz vem za to, tvoja mreža ve za to in pač to spoštujemo in dejansko pač... Delam na tem, ampak ni napaka, pa bi tudi lahko to gledal včasih kot nespoštovanje ali pa kot ne, ampak glede na to, da se mi da poznava, da se spoštujeva, jaz pač valjda štekam tvojo situacijo, pač to in ti, kot drugi strani, nisi toliko močen ego, da bi ti to bil tih, ti si to povedal, si pokazal ranljivost, in na mene pač valjda te spoštujem. Tem že, jaz tudi mislim tako, ne. Z tega vidika je za mnogo ljudi, za veliko ljudi, ki so v mojem networku, vem, s čim se soočajo. In z tega vidika, če ga lahko podpreš,
če ga ne moreš direktno podpreti, vsaj daš razumevanje. Zdaj, dejansko govoriti eno, pa narediti totalno kontra drugo, posebej eno je škodovati nekomu po nesreči, zato ker en del svojega karakterja še nisi nadgradil. Drugo je pa biti namensko škodljiv, agresiven, manipulativen, lažniv. To je pa zdaj, sej razumem, da mogoče boš enkrat to spucal, ampak pač do takrat v mojem življenju prostora za te ni. Jaz verjamem mislim, ideala ni. Ne verjamem v ideale, nek popolne persone, popolne produkte, popolne nastope, popolne karkoli. Jaz pravim tako, če failam, tako se bom iskreno porečil, če sem naredil napako, pa ne vem, please, daj mi feedback, če bom lahko poglihal, bom, če ne bom mogel, pa če se toliko sral, pa bom tudi jaz temu moral živeti, definitivno pa nastanem zjutraj in izmislijo, zdaj še jaz podobno nategan, zato da bom jaz enoto nečesa več imel. Domen, mi da lahko to še debatiramo, jaz imam dva vprašanja, še za konec, vedno to vprašam, pa mi please povej, pa špol, če se zaključa kakšno dobro misel, ampak jaz vedno tako vprašam, če bi lahko karkoli v svojem življenju spremenil, iz vidika mreženja, grejenja odnosov, torej, kaj bi bilo to, bi kaj spremenil? Glede na to, zdaj si 36, če bi domno 18 let starmu dal kakšen nasvet, kaj bi mu svetoval? Kaj bi spremenil pri sebi? Z vidika mreženja. Bi si dal že zdaj na svet in sva prej to že odprla, je to, da večkrat prosim za pomoč. Tudi da prosim, da bi nekdo starejši bil moj mentor in da najdem pogum in ranljivost, da rečem, tudi jaz si to zaslužim in da je vsak odnos dvosmeren, da tudi jaz imam vsakemu človeku, ki bo govoril z mano nekaj zadati, pa tudi če je 30 let, ima več izkušenj za mene. To je mogoče tista stvar, ki vem, da je, ki bi najhitrejše povečala moja mreža, pa hkrati jaz bi imel možnost več dati to, kar imam jaz vse in v zameno tudi dobiti to, kar pa meni manjka oziroma ker pa sem jaz kratek. To si lepo rekel. Zadnje vprašanje, poš pa še zmislil zaključno. Imaš mogoče ti seznam enega, dveh, treh, petih oseb, ki bi jih rad jutri spoznal? Imam, sicer večinoma so taki, da spet tisto, kar sem prej povedal, bi mogel spraviti v akcijo, pa bi jih lahko zelo hitro jutro spoznal, ampak nekateri so tujce. Ampak imam, eno je sigurno Seth Godin, kot pač grandfather of marketing, zato ker pač njegovi podcasti, knjige, da je tako, ne delam že toliko tega, ampak vem, da me čaka. Tako da z njim na kavo se cest, katerkoli. Pol Peter Shankman je napisal knjigo Faster Than Normal, ADHD je odčisti. Knjigo je napisal tako, da se je usedel na avion, business class let, LA, Tokio, LA, sam zaradi tega, da mi umir, da je pisal. Ker meni je tako, jaz sem tako fuknen, jaz tudi to vem, da tam na avionu bi komod pisal knjigo 20 ur, ker me ne bi zmotil. On je nekdo, ki je rekel, kdorkoli hoče, vi mi sam napišite, no jaz še vedno nisem napisal. Ampak vem, da sigurno Zoom klic je en teden stran, če čema. Potem seveda bi se rad usedel z Neilom Gaimanom, pisateljem, ker je bil deloma inspiracija, da se jaz zdaj Gaiman pišem. Mislim, deloma, ampak lahko to zgodbo drugič, zakaj Gaiman. Ne pa dej povej, dej. Da se končam po imenih, potem pa z veseljem bi šel na kavo z Jocom Pečečnikom, da smo mi člani SBC-ja, on je predsednik SBC-ja, on je v Vegasu, mi bi radi šli v Vegas, tudi spet sem siguren, da bi rekel ampak je, doma ni rekel, Jocem sta na kavo. Dajmo tako, dej saj enega od teh, pa Joc je dejansko. Jocu pišemo ponedeljek, pa temu Peterju pa tudi pišemo ponedeljek. Ampak to lahko, pomišljaj, ko bomo objavili intervju, mi ne piš spodaj, a si uspel prijeti na sestanka. Zelo nehitro, sam še povem zgodbo, ko priješ do tega, da si, zakaj spremenil si prim? Z mojo zdaj ženo so se poročila lani avgusta, mogla bi se med covidom in tudi pač trajati, ampak ona se je pisala Galič, jaz sem se pisal Rozman. In potem sem imela sina in je bil to Hugo Rozman in smo rekli, ampak to bilo fajn, da zdaj še nekaj od žene in pa sem imela hčerko in sem rekla, zdaj pa ona bo pa Evita
G. Rozmana. Ne? In se nam je zdela to dobra ideja, Evita G. Rozmana. Ne? In potem smo dobila dokumente in ko prebereš, je bila ona Evita Grozmana. Ne? Se je rekel, da moja hčerka pa ne bo grozna. Ja, itak, ja. In pa sem pač ženo tuhtala, ne? In se nekako njej je bilo zelo pomembno, da tudi numerološko naša imena štimajo. Jaz sem tukaj rekel, če je to pomembno, bom tudi jaz, je tudi meni to pomembno, ne? In pa smo gruntali, ni šlo, nobena permutacija ni šla in pa nekdo daje dobi ideja, kaj pa če mi dva, ne vem, združila primke, pa jih nekako naredila nekaj novega, ne? No in pa ena od mnogih idej je bila pač Galič Rozman, Gajman, ne? Tako da nekaj od vsega ostane. Slovenski priimek je Gajman, plus temu pa je mednarodna, ne? Tako kot Hugo pa je Evita, ima ta mednarodna, slovenska imena, ampak mednarodna, ne? No, to je zdaj, kako je do priimka prišlo. Pol je pa ta numerologinja rekla, da je pomembno tudi, da bi bilo fajn, če bi si še eno umestno ime dal, da bi bilo to pa bilo še boljše. Ne? Hugo ne, ampak mi trije pa. Ne? In pa je Nina je potem najdla, da Nina May Gajman, Evita je Evita Ema Gajman, jaz sem rekel pa, da si še eno ime dal. Pa res, ego mi je kričal, veš, slišal sem svojo družino, pa kva si ti zdaj na glavo padel, ne? In pa sem dobil tako spisek, veš, imen in je pol Nina rekla, kaj pa če je bil ti Dan, pa sem rekel, ja, pa ne vem, zakaj Dan, pa rekla, pa glej, če boš ti Domen Dan Gajman, pa si Didi Gajman, ne? Pa si Didi Gajman, pač partner Didi Studios, Didi Gajman od Dunkin Davis, sem rekel, to je pa toliko dobra štorija, da kupljeno. Lepa zvo, ti si mi že omenil, ampak nisem toliko vedel v potankosti. Ja, tako da je, in zdaj sem, ponosno sem Didi Gajman, in pa zdaj sem rekel, kam gradil naprej osebno znamko, je Didi Gajman lahko psevdonim, napis, ime spletne strani in tako. Ja. Tako da the story is worth telling. Toman, ful ti hvala za to, ko si bil gost. Tako da mi dva itak ostaneva v kontaktu. Hvala, ko ste naju gledali. Če imate karkoli domna za vprašati, dajte mu pisati. Ne? Tako da za vse ostalo, če imate kakšen komentar, please napišite, pa se vidimo v naslednji daji. Super, hvala.